Na vsakem koraku slišimo, kako svet postaja čedalje manjši. Čedalje več ljudi potuje. Nekoč nepredstavljive razdalje so vedno lažje dosegljive in neznane dežele postajajo naše sosede. Naš sleherni dan je zaznamovan s potjo v službo, potovanji, rekreacijo ali turističnimi izleti. Nekoč pa v najtežjih časih naše polpretekle zgodovine so morali številni nedolžni ljudje na trnjevo potovanje, ki je slehernemu prineslo izgubo premoženja in človeškega dostojanstva ter neizmerno trpljenje. Za marsikoga je bilo to potovanje brez povratka. To so občutili tudi nedolžni krajani Komna in okoliških vasi ter Branika, takratnega Richenberga. Cilj njihovega prisilnega potovanja je bilo delovno taborišče v nemškem mestu Neumarkt. In tudi cilj našega potovanja je bilo mesto Neumarkt z namenom obiska krajev, ki so se nekaterim še živečim internirancem vtisnili v neizbrisen spomin. Med potjo si je bilo vredno ogledati še nekatera nemška mesta, ki so bila med vojno popolnoma porušena. Skrben in delaven nemški narod pa je hitro po vojni poskrbel za njihovo obnovo v kar se da originalnem slogu. Zdaj, kar se tiče zgodovine mesta, eno stvar morate vedeti. Regensburg je imel naslov svobodnega cesarskega mesta, to je pomembna stvar. Kaj to pomeni? To ni kar tako en ukras. To pomeni, da so imeli oni svojo lastno samoupravo. Oni so imeli dovoljenje od cesarja, da se sami upravljajo, da izvolijo svoj mestni svet, svoje sodnike in vse. In sami pobirajo davke, ki ostanejo njim. To je bila redka mesta. Regensburg, Nürnberg, recimo, Augsburg. To je bila njihova mestna hiša. Volili so svoje, kako bi rekel, mestne svetnike, mestne očete. Volilna pravica je bila omejena na bogate moške. Če je ogromno zanimivih hiš, kar smo si morali pogledati. Recimo ta tukaj, to je Golja hiša. V osnovi je to gotska arhitektura 13. stoletja, ampak kar je zanimivo, tukaj je ta freska, ki jo vidite. Podoba je bila pa naslikana v 16. stoletju. To je renesančna slikarija. Ker, če bi mi sem prišli v tem času, videli, da so bile vse fasade. Kdor je le imel denar, si je dal fasado poslikati. Zakaj? Tukaj noter so bile trgovine, ker to je trgovski del. In si ti rekel, ja, ta Prgolje, to je pa ena dobra trgovina, ki so se ženske pogovarjali, dobro blago prodajajo. Desno imate Goljata, levo je David, to je zgodba iz Stare zaveze. Goljat je bil predstavnik ljudstva, ki je tlačilo Izraelce, je bil velikan. David se mu je pa postavil po robo, ki ga je premagal s pametjo, ne z močjo. Vzel je prašo, to je tak usnjen trak, da se ta kamen ga je zalučal in ga je zadel v glavo in ga je ubil. To je simbolika. Katedralo začnejo graditi v 13. stoletju. Po vsej verjetnosti mojstri, ki jo začnejo graditi, pridejo iz Francije. Ker ta arhitektura v svoji osnovi je to tako imenovana francoska katedralna gotika. Regensburg, prvi pozicija, reka, most. Življenjskega pomena. Kako je ta most izgledal prvotno? Stolp na tej strani, stolp na sredi, stolp na oni strani. Kdorkoli šel čez, je mogel plačati. Posebej, če je bil trgovec. Za trgovce je bilo so tako narejen. Če je hotel trgovec tukaj čez, je moral svoje blago dati v mestno skladišče za recimo 3 dni in plačati. In to niso bili majhni denarji. In ta denar je šel direkt v mestno blagajno. Kaj so potem oni s tem denarjem delali, drugo vprašanje. In to je eden izmed prvih kamnitih mostov v Evropi po rimskem času, 12. stoletje. 12. stoletje je bil zgrajen. Seveda, stoletja mostov niso prizanašala. Most, kakšnega danes mi vidimo, je rezultat prenove v 20. stoletju. Sem vam povedal, do leta 1930 je to edini most med Ulmom, veste, ki je Ulm. Od tukaj je Ulm sigurno 300-400 km. In Passau, od tukaj več 150-200 km. Z razlogom je bil tukaj narejen, ker je na strateškem mestu, tukaj so neke glavne poti, vzhod-zahod, ali pa sever-jug.
takrat je bil zelo pomemben, ne? Ker je bil to en izmed cesarskih sedežev nekaj časa. Ne? Nürnberg je bil tudi svobodno cesarsko mesto. Isto, sami sebi so vladali. Tudi velemesto Nürnberg je skoraj povsem na novo zgrajeno, vključno s starim delom in gradom, ker je bilo tako kot vsa nemška mesta med vojno povsem porušeno. Mogoče, da na poti, ko se bližamo Neumarktu, vsaj malo podoživimo takratno dogajanje. Gospod Viktor Kos je v kroniki takole zapisal. 15. februar 1944. Strašen dan za Komen, Tomačevico, Divče, Mali Dol, Richenberg. Že navsezgodaj so bile od Nemcev natihoma obkoljene vasi. Ko sem šel maševat, sem že videl po vasi mnogo Nemcev, SS-ovcev, s tanki, oklopniki. Bilo je sumljivo. Po sveti maši priteče bos otrok, čeprav je bilo nekaj snega, in mi pravi, naj hitro grem, da me v župnišču čakata 2 vojaka. Grem, najdem Nemca in fašista, ki mi naznanita, da je treba v pol ure oditi na zbirališče in vzeti s seboj za par dni hrane. Stare Maričke že ni bilo nikjer, odšla je v zbirališče. Kaj sem hotel? Zahvalil sem se Bogu, kakor se je treba za vse trenutke življenja, malo pogledal po hiši, kaj ne vzamem. Kakšen kos obleke, kakšno odejo ali pa jabolka, ki jih je bilo precej. Vse sem zavezal v odejo in nesel visago proti Dopu Lavoru. Po vasi je bilo slišati direndaj in prenašanje. Dvorana je bila že skoraj polna zaskrbljenih ljudi, ki so čakali prihodnjih reči. Spomnim se na najsvetejše in prosim za dovoljenje, da grem v cerkev. Tam najdem še nekaj ljudi, ki ničesar še ne slutijo. Razdelim jim vse svete hostje, zaklenem cerkev. Z Bogom, sveti Jurij, naš patron. Slišal sem, da bo Komen razstreljen. Čutili smo in se bali, da ima nekaj hudega priti čez nas. Sedaj je prišlo. Tu okrog je sedaj čutiti jok in vzdihovanje žena in otrok. Naše edino upanje v tem položaju sta le ljubi Bog in Marija. Bog naj nam vsem pomaga, da bi spoznali in delali, kar je prav. Zgodaj zjutraj 18. februarja dospemo na postajo Neumarkt. Ležalo je pol metra snega. Nismo še vedeli, kje smo. Sprevod se je razvrstil peš po glavni ulici skozi mestece, ki je imelo približno 10.000 prebivalcev. Od teh približno 1000 protestantov, ostali so katoličani. Cilj potovanja pa je bil, kot že rečeno, mesto, kjer so nekoč stale taboriščne barake. Danes pa je tam lepo urejen spominski park z maketo taborišča in lesen križ, narejen iz lesa ene od taboriščnih barak. Obiskovalce lahko bi rekli tudi romarje iz Komna in Branika je sprejel član mestnega sveta mesta Neumarkt, profesorica zgodovine Renata, ki je s svojim delom veliko pripomogla k raziskovanju takratnega dogajanja, ter 2 njena študenta. On je zadolžen za integracijske procese v tem mestu. Dobro jutro zu allen. Dobro jutro. Begrüße ich Sie hier auf das Herzlichste. Ja, se pravi, da vas pozdravlja v tem mestu tudi v svojem imenu in v imenu župana Thomas Thoman. Thomas Thoman. Ja. Thomasa Thomana. To je pa gospa Gepard, ki je napisala nekaj o dogajanju v tem izgnanskem taborišču. And 2 of the students, they also are invited in this program. To sta pa 2 izmed njenih učencev, ki sta tudi sodelovala v tem programu, tako da je tudi mladina seznanjena s tem dogajanjem. Mrs. Gepard? Yeah. A very warm welcome to all of you and especially to Anton. I know him very much. Se pravi, da vas prav lepo, toplo pozdravlja tukaj in posebej pozdravlja gospoda Antona Pavlico, ki ga zelo dobro pozna.
I wrote a work about the camp 20 years ago. Se pravi, ona je pred 20 leti napisala eno delo o tem zbirnem centru. And I'm very happy to have now this monument, and it is against the forgetting. In se pravi, da je zelo vesela, da zdaj tukaj ta spomenik, ki pravzaprav rešuje ta kraj pozabe. And so everybody can see how big this camp was. Zdaj, da vsak lahko vidi, kako veliko je bilo to taborišče. I have a photo Zdaj, ima tudi fotografijo. the Americans have taken. Ima seboj fotografijo, ki je bila posneta iz zraka, in sicer so to posneli Američani. We are here now. Ja. Zdaj kaže, kje smo. Okay. And there were a garden and administration buildings Se pravi, v tem delu tukaj je bil vrt in uprava. and the kitchen. Kuhinja. And the people who arrived, they came here. One barack was for 112 people. Se pravi, ena baraka je bila za 120 ljudi. It was made for about 900 people. Se pravi, bilo je načrtovano to taborišče za 900 ljudi. But there were Ampak v resnici je bilo about potem tukaj 6000 ljudi. people. And the group of Komen, when they went to Neumarkt, they arrived at the station. Se pravi, ta skupina iz Komna, ki je prišla sem v Neumarkt, je prišla na železniško postajo, in which direction. Potem so morali pa peš iz postaje v taborišče. Okay. And people saw it, so it was not a secret, Se pravi, ljudje so to videli, meščani so to videli, to ni bila skrivnost. and it happened very often. In to se je dogajalo pogosto. And there was one woman who saw are two priests in the group. In ena ženska tukaj iz Neumarkta je videla, da sta v tej skupini dva duhovnika. And she told the priest of Neumarkt, In ona je to povedala župniku v Neumarktu, Father Ludwig Heidel, gospodu Ludviku Heidlu. We will go later to the church. Ja. He will. Bomo šli tudi si pogledati cerkev, kjer je on služboval. and he offered the priests to stay with him. In on je ponudil tema dvema duhovnikoma, da bi lahko bivala pri njem. One stayed with him, Eden je stanoval pri njemu, and one stayed in the camp eden je postal v kempu, to help da the bi people. skrbel za ljudi, za svoje očice. And so they could start to organize help. Se pravi, da so lahko, na ta način so lahko začeli organizirati pomoč za te ljudi. We are happy. Se pravi, ona je vesela, da pravzaprav ta veriga spomina ni pretrgana, ne, da ima ona te svoje učence, ki pravzaprav ta spomin prenašajo naprej in nam bojo tudi oni predali delček tega. So we are a working group of around 15 people in school, Se pravi, to je v tej skupini 15 učencev and we focus on the explosive factory in Neumarkt. in njihov glavni predmet njihovega zanimanja je pravzaprav tovarna streliva, ki je obstajala tukaj v Neumarktu. And the people who lived here, they worked there every day. In skozi to tudi ljudje, ki so delali v tej tovarni, to so bili pa zaporniki, se pravi taboriščniki iz tega taborišča. Tisto mesto ni nobenega spominskega obeležja, da bi se ljudje zavedali, da to ni samo eden izmed parkov, ampak je park s posebno zgodovino, in je še enkrat poudarila, kako je pomembno ta spomin, zavedanje o tem, ker si nihče, saj ona upa, da je temu tako, nihče ne želi, da bi se kaj takega ponovilo, in je rekla, da vam je hvaležna, da ste danes tukaj, da se lahko pravzaprav skupaj spominjamo tega časa.
pa prečitala zadnje pismo, ki me je pisala gospa za Božiči, kako ona doživlja sedaj kot mama, ki ima otroka, kako doživlja tisto naše življenje, te v Laharu, ko smo bili še otroci, ne, ona še ni bila rojena. Ampak, ko smo prvič prišli v Neumark pred tolikimi leti, jo je občina najela, ki je študirala zgodovino, jo je najela, da se je nas malo spraševala in pogleda, kdo smo. Ker ta Lahar tukaj, kot družina, smo prišli prvi, Reichenberg in Komen, poprej je bilo delovsko to naselje. Ja. In ona potem je to občina vzela, ker je pridna v zgodovini, in je začela kontaktirati in vprašati med nas in to je spraševala, kdo smo, kaj in tako, in se je marsikaj napisala in tako. Dragi gospod Pavlica, najlepša hvala za vaša božična voščila, zelo sem se jih razveselila. Z menoj je vse v redu. Naši trije fantje so vsak dan polni zahtev, a po drugi strani so nam v veliko veselje. Med tem časom je najstarejši že začel hoditi v prvi razred osnovne šole in je zelo vesel, ker zna pisati in brati. Jaz tudi letos dvakrat na teden poučujem zgodovino. Tudi lansko leto sem poučevala zgodovino v 9. razredu. Predavala sem jim v času nacionalsocializma v Nemčiji, pripovedovala sem jim o vojnih grozotah, ki so jih Nemci povzročili po celi Evropi. Jaz sem povedala dijakom tudi o lagerju, ki je bil takrat v Neumarku, zelo jih je to zanimalo in prizadelo. Jaz smatram pouk zgodovine kot velik pripomoček za to, da se kaj takega, kot je nacionalsocializem, ne bo več povrnil. Tudi meni je spomin na te grozote tistega časa strašno prizadel in ganil. Posebno tista kruta usoda otrok, ki so bili takrat v lagerju, mi je sedaj še bolj razumljiva in strašna, ker sedaj imam sama lastne majhne otroke. Vesel Božič in srečno novo leto 2018 želi gospa Renata. Iz prostora nekdanjega taborišča so odšli na kraj večnega počitka, kjer so s komemoracijo počastili žrtve okrutnih zločinov proti človeštvu. Nekateri so na nagrobnikih našli tudi imena svojcev in jih tam počastili s slovenskimi simboli in morebiti tiho molitvijo. Se pravi, da vas prav prisrčno pozdravljam tudi tukaj. To je bilo pravzaprav v osnovi vojaško pokopališče. Prvi, ki so bili tukaj pokopani, so bili pokopani leta 1942. Pravi, do konca vojne je bilo potem tukaj pokopano čez 1000 ljudi. Se pravi, to so bili v glavnem ljudje iz okupiranih področij iz vzhodne, tako imenovane vzhodne Evrope. In nam lahko prevedete napis na spomeniku? Zelo težko je prevesti, ampak nekak generalni pomen bi bil, da se pravzaprav upravičujejo za trpljenje ljudi, in za smrt teh, ki so to. Se pravi, gre za izraz obžalovanja za to, kar se je zgodilo. Se bomo poklonili našem spomin, ki v tem parku že živijo, tudi naši ljudje in tudi za ta namenom smo prišli, da jih obiščemo in se poklonimo našim in ostalim, ki tako počivajo. Poklonimo se jim v času eno minutno molitvo. V spomin na tisto tiho dogovanje, kjer mnogi spe nevzdramno spanje, ker grob bo tvoj in moj. Koga pa srce moje spominja, se ta čas. Vas zabljeni grobovi, ker križ ne kamen ne stoji, ki niste venčani s cvetovi, ker luč nobena ne vrli. In če nikdo se vas ne spomni, pozabil ni vas,
pevec skromni in pa nebo. Sledil je ogled mesta Neumarkt, ki je danes ekonomsko središče in eno najbolj cvetočih mest v deželi. In March, April 45, the whole city was demolished. Leta 45 je bilo celotno mesto uničeno, je bilo zbombardirano, stavb, ki jih vi tukaj vidite, ni bilo. Only 2 houses over there. Tudi vrata, s katera smo se mi pripeljali, so bila uničena. Here you saw the town. Tista stavba s tem stopničastim zaključkom, to je mestna hiša. That's a typical Bavarian town. Tipična bavarska mestna hiša. Oberer Markt, Unterer Markt. Ja. In struktura mesta, to je tipično bavarsko mesto, ta osrednji trg, pa zgornje in spodnje mesto. Posebno pozornost je vzbudil obisk cerkve, v kateri je služboval duhovnik Heigl, ki je zaradi poznanstva s komunskim dekanom Viktorjem Kosom veliko pomagal jetnikom. V župniji so prav ta dan sprejeli novega duhovnika. Daritev slovesne svete maše je bila na prostem, zato se je bilo mogoče v miru ogledati notranjost cerkve. Tako urejenost bogoslužnih prostorov in zunanje praznovanje kot obisk sosednje župnije svetega Janeza Krstnika pričajo, da je v nemškem narodu velika spoštljivost in pripadnost krščanstvu. Nemci se dobro zavedajo pogubnosti totalitarnih režimov, zato so na svojem ozemlju odstranili vse objekte Hitlerjeve nacionalsocialistične stranke, da ne bi postale romarske poti pripadnikov nacizma. Obdržali so le osrednji center v Nürnbergu, ki ga je bilo zaradi velikosti in dovršenosti ter možnosti uporabe za današnje potrebe škoda podreti. To krvite naravnost, to je ta stavba. Tukaj notri je bil velikanski kongresni center in to je projektiral Albert Speer, Hitlerjev osebni arhitekt. Zadaj za to stavbo sta bila pa 2 prireditvena prostora. En je Zeppelin, stadion Zeppelin, ki je kvadratne oblike, od tistega je nekaj vstal. Zraven je pa potem bil še prireditveni prostor, ki je bil pa take elipsaste oblike. To je pa prostor, kjer je bil potem tudi posneti film Triumf volje, ki ga je snimala Leni Riefenstahl. Zadnji postanek tokratnega potovanja je bilo zloglasno koncentracijsko taborišče Dachau. Čeprav je v originalu ohranjen samo lepo urejeni spominski del, je sleherni obiskovalec globoko ganjen. Razstavni prostor, ki je služil za sprejeme jetnikov, s fotografskim materialom prikazuje grozote, ki so jih nesrečniki prestajali.
Razstavljena je tudi še originalna močilna naprava za kaznovanje s šibanjem, kar so le redki jetniki preživeli. V obnovljeni baraki, bivališču za jetnike, si je mogoče predstavljati, v kakšnih razmerah so živeli in umirali. Prostrano dvorišče in temelji, kjer so bile postavljene barake, pa pričajo o številčnosti nesrečnikov in zlu, ki je takrat prevladalo in zasenčilo človeški razum. Na koncu izven centralnega taborišča so ohranjeni krematoriji v povezavi s prejemnico, plinsko celico, kjer se je za človekom zabrisala vsaka sled. Strahoten poduk in zavedanje, da v naravi slehernega človeka obstajata dve skrajnosti. Dobrota, ki človeka plemeniti, in zlo, ki iz njega naredi najokrutnejšo zver, ki presega samo sebe. Toda na koncu taboriščnih prostorov je svetilnik. 4 bogoslužni prostori 4 veroizpovedi: krščanske, pravoslavne, evangeličanske in judovske. To so veroizpovedi vseh žrtev, kjer se lahko vsak obiskovalec zamisli nad usodo slehernega izmed njih in v tihoti išče uteho za storjeno gorje ter pot k plemenitejšemu cilju.